Torej, to je kekec klobuček. Ja, pa jodlar model, na model nanašamo volno. Vidiš, tako. In ko je nanešen, pa nekako takole izgleda, Ja, iz dveh strani. Se pravi, nanese se ga na eno stran, pa se ga zaviha, pa se ga nanese na drugo stran in to se ponovi še enkrat. Se pravi, še najprej notranja plast, pa še zunanja plast. in potem kak pa je notri ali skupaj No, šije to? In ker je noter model ujet, ga je treba pol kasneje, ko se nafilca do neke mere, ga je treba odpreti. In to bom pa pokazal zdaj na tem modelu, ki se ga glih kar filcu, da se iz notranjega dela more izločiti model ven. Evo, zato se ga odreže Ja, in se model pač ven vzame, ne. ja, zdaj pa vidim. To je pa zaradi tega, da se notranje strani ne zlepita skupaj. Ja. Ne? Ker pri filcanju gre za to, da se združujejo vlakna volnena. A ne? In če pogledamo zdaj, ko bo tale klobuk se skrčil, bo postal tak je ta. Ja. In zaradi česa bo se skrčil? Zaradi fizikalnih lastnosti, ki jih ima volna, da se na temperaturi pa na vlagi, da se skrči skupaj. Sploh če pomagamo še z milom, a ne? Prav, da ga sproti ga še malo milimo, pa vlažimo, a ne? Takle, da se fajn spen in je pena v bistvu tista, ki dela to združitev. Ja. Na koncu, ki je fertik, se more splakniti pa posušiti. In pa vrata tak. Zdaj, če dobro pogledate, jaz sem ga na eni strani že obril, tukaj se še vidi dlakice, na tej strani je pa že obrit, da pol pride tak lep, kakor tale rečemo, ne? Prav tak, da ni nič kosmat gor. Enim je všeč, da je kosmat, a ne? Enim pa ne. Evo. Celo življenje s tem se ukvarjate? Rokodelec sem. Zanimajo me različni posli, predvsem tradicionalne obrti pa rokodelstva. Česa pa ste začeli? Tradicija. Začel sem pa z lesenimi izdelki. Ja. Še vedno izdelujem lesene izdelke, recimo ure po naročilu in tako. Drugače me pa zanimajo vse možne tradicionalne obrti. Kako se je začela vaša zgodba z izdelavo takih stvari? Jaz bom tako rekla, od majhnega so me naučili plesti in me je zanimalo, kako od ovce do končnega izdelka, ne? In ko je bil čas, sem sama naredila prvi kolovrat, zato da sem sprobala, kako dela, ne, kako gre. In ker mi je ratalo to zelo fino, ne, sem pa še enega kupila, tazga malo boljšega, malo starejšega, tazga starinskega, zato da je bolj pristno, no, tako. Kaj pa vam najbolj všeč pri procesu izdelave? Tako bom rekla, umiri me. Ne vem, zakaj mene to umiri, isto je, tudi če filcam, me tudi umiri. Tako da nekako volna sama me miri in pol je, to je to, no. Volna je zakon zame. To je tako dobro, da ohranjamo nacionalne stvari. Ja, tudi to je, ja. Nažalost nisem imela nobenega, da bi me naučil, sem se morala sama naučiti. Isto je, za tkat sem si tudi sama naredila za tkanje, ker me je tudi zanimalo, kako to poteka. In mi je zelo zanimivo, ker lahko razne vzorčki se delajo, pa to. Malo matematike je zraven, ker je treba še kaj izračunati, ne, in mi je tudi to všeč, ker sem matematični tip, tako da ja. Polele take različne igle so, to je več skupaj, pa so pa še različne debeline. In ko se začne, imaš večjih in filcaš toliko cajta, pa ko je pretrdo rata za te več, rabaš pa malo manjšo in takole pol filcaš. In je to kakšna urca dela, zato da iz ene take mehke zadeve rata trda. Pri sliki je pa malo drugače, pa pride skozi volna, z one strani jo nabadaš in pol pride skozi in je pol obdrži se. Tukaj pa treba vsak listek posebej s to iglico nafilcati, nabodati. To je kar dela. Ja, zelo veliko dela, zelo natančen moraš biti, tako da.
ampak se pravi, mene to pomirja, ne? Tudi tole nabadanje mene pomirja.